Veliko zanimivega je povedal golgeter Maribora, nekdanji napadalec, branil tudi barve Olimpije včasih, tako da zanimiv studio. No, danes pa svečana slovesnost. 100 žog za 100 let nogometa v Domžalah. Bojan Ban bo predaval simbolično šopek rumenega cvetja, vsekakor. Ko Mauro Camoranesi operira praktično z enako posadko, ki je igrala proti Aluminiju. Torej drugič v napadu tudi Jan Mlakar. Pa predložek v kazenski prostor, to zna biti nevarno in Domžalčani vodijo z 1-0. Čudovita podaja je to bila v kazenski prostor, Dario Kolobarič pa je znova vroč. Ja, ta mladenič v tej sezoni ima naštimane merilne naprave, pripravljen je. Disciplinirana igra varovancev Dejana Đuranovića. No, zdaj pa tukaj napad Milec s predložkom in izenačenje. Uspela je prav gotovo njihova misija. Rudi Požek-Vancaš pa takoj že kmalu v začetku drugega polčasa gol za izenačenje na 1-1. Kolobarič je na to prišel do strela, ampak uspel je reševati na koncu vse skupaj, kar je zakuhal Jug, seveda tudi ob štoperjih. No, zdaj pa nov strel in gol. Maribor pa do preobrata, strelec pa Jan Mlakar. In to je verjetno gol, ki ga je potreboval, ki ga bo malce prebudil po vsem tistem, kar se mu je dogajalo, tudi v mladi reprezentanci, pa na otoku je bil ničkaj zadovoljen in priložnost za izenačenje na 2-2. Tonči Mujan pa se je prebudil kot strelec v domžalskem dresu. Domžale torej so kaj hitro tudi znale odgovoriti potem, ko je Maribor prišel do preobrata. Zdaj pa, potem, ko so Mariborčani prišli do preobrata, podal kazenski prostor. Strel in Domžale vodijo. Zdaj znova do preobrata, pa Domžalčani. Kakšna tekma v Ljudskem vrtu danes, potem, ko so imeli obilo težav s koronavirusom oziroma z okužbami. Tudi Dejan Đuranović je imel težke čase. Spet nevarno, tole bo potrebno hitro razčistiti. Repas pri strelu, fliper tam in Maribor vnovič do izenačenja, tokrat na 3-3. Špiro Peričič pa je bil tisti, ki je zatresel mrežo vratarja Mulaliča. Tudi Peričič kot štoper v tej sezoni med strelci. Strokovnjak italijanskih korenin Jasmin Mešanović. Dervišević pa daje priložnost. Matko se je malce spotaknil, Matko, in še en preobrat v Ljudskem vrtu. Aljoša Matko pa danes Joker sklopi v vijoličastem dresu. 4-3. Aljoša Matko pa trese mrežo vratarja Mulaliča. Malce bo zdaj še počakal, tam zmenjava Mauro Camoranesi. Una partita pazza, crazy, sinceramente, perché abbiamo iniziato giocando bene nel primo tempo e abbiamo ricevuto 2 gol dal nulla e quando riceviamo gol diventa tutto più difficile. Quindi alla fine è stata una partita con tanti gol e mi dispiace ricevere così tanti gol, è quello il problema. Però contento perché i giocatori sono contenti, hanno lasciato tutto in campo e quindi questa è la cosa importante, la vittoria. Ja, jaz sem lahko zadovoljen z prikazanim, z odnosom so ga prikazali fantje na vse težave, ki smo jih imeli v zadnjem času. Sigurno smo hoteli doseči več, kot smo dosegli. Imeli smo tudi rezultat, dosegli smo 3 zadetke, kar ni lahko v Ljudskem vrtu. Zaslužili smo si sigurno
več. Tudi po informacijah, ki imamo, smo bili oškodovani, ampak sami moramo se izvleči situacijo, v kateri smo. Jaz verjamem, da bomo v naslednjih tekmah tudi bili nagrajeni s točkami.